Danes gostimo Anžeta Miklavca. Govorila bova o družbenih omrežjih in digitalnem marketingu. Dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je na sporedu že 17. oddaja in tokrat gostimo enega fantastičnega gosta, Anžeta Miklavca. Živijo, zdravo. Iz podjetja Skoc, sem prav to rekel? Ja. Anže je tam direktor, oziroma to podjetje je bolj poznano po blagovnih znamkah Equa oziroma MyEqua, Goat Story. Se pravi po teh stekleničkah. A veš, kaj sem zasledil velikrat, oziroma kaj so mi rekli kolegi, da ti tak product placement delamo. Pa sem rekel, Anže nam nič za to ni plačal, tako da... ampak je zanimiv, mi imamo radi te stekleničke, uporabljamo, tako da smo tudi veseli, da si danes naš gost. Tako da bi še ti želel kaj dodati, preden greva v oddajo. Hvala, ker delate reklamo, tako da... Kako, dobre izdelki se vedno, pa če veš... Sami hvalijo, ne? Oziroma sami... Ja. In oziroma jih ti hvališ. Ok, da bodo gledalci, tisti, ki te ne poznajo, verjamem, da te ful folka pozna, ampak tisti, ki te ne poznajo, daj za začetek povej, kako se je vse skupaj začel, kako si začel s temi Equa stekleničkami, kako je nastal Goat Story, malo na kratko zgodbo o sebi. Jaz me pa čist presenetil s tem vprašanjem. Drugače, stekleničke se je začela zgodba že nekje 8 let nazaj. Pri meni je zelo značilno, da sem iz vsake zgodbe pivotiral do naslednje zgodbe in praktično tudi stekleničke prihajajo iz prejšnje moje podjetniške zgodbe, ki je bila blagovna znamka Jušejk, to so bili prehranski nadomestki. In za tiste prehranske nadomestke sem takrat v bistvu zelo iskal eno stekleničko, ker sem vedel, da pač ravno steklenička je tista, ki bo naredila branding celotno prehranskem nadomestku. Potem je bilo pa toliko treba vložiti v stekleničke, toliko razvoja je šlo v razvoj stekleničke, da sem v bistvu rekel, da bom še vzporedno blagovno znamko naredil. Takrat je ta blagovna znamka nastala zelo hitro. In izkazalo se je, da je v bistvu ta stvar, v bistvu ekologija in kot sam brand Equa veliko bolj uspešen na trgu, v bistvu potrošniki so zelo sprejeli zgodbo, zelo sprejeli izdelki in potem je šlo od tega vse naprej. Tako da je potem prišla naslednja generacija stekleničk. Po naslednji generaciji stekleničk v bistvu z ekipo smo iskali v bistvu še nove produkte in nekako posledično iz stekleničk smo prišli, da bi delali tudi mage. Ideja, ki je prišla toliko drugačna, Goat Mag je bil toliko drugačen, da je rabil nekako svojo blagovno znamko in rodila se nova blagovna znamka Goat Story. In zdaj nekako v hiši sta dva brenda, Equa in Goat Story. Equa pokriva predvsem ekologijo in zdravje, zelo veliko komuniciramo zdravja. Goat Story je pa izključno kava, res sem se tudi jaz zaljubil v kavo, kava mi je res nekaj norga, v bistvu postal mi je na pol hobi delati stvari s kavo in tako se je tudi rodil nov device za delanje kava, Gina, ta zadnji naš projekt. In tudi na obeh brandih gremo naprej z razvojem, delamo nove stvari, na Goat Story gremo na področju kave, še drugačne načine priprave bomo tudi v prihodnosti naredili, pri Equi pa v zdravje in podoben segment hidracije gremo naprej z razvojem. Top. Daj mi za začetek povej, kakšno vlogo pri vsem tem, kar si pa zdaj povedal, so igrala po tvojem mnenju družbena omrežja, se pravi pri razvoju tvojega podjetja, hkrati marketinga in digitalni marketing? Zelo velika vloga. Jaz mislim tako nekako, kjer se mi potrošniki gibljamo v tistem prostoru, kjer mi komuniciramo, v bistvu tam je treba tudi kot blagovna znamka mora čim bolj na naraven način komunicirati s potrošniki. Torej, čim bolj se potrošnikom približati in normalno, družbena omrežja so v tem novem obdobju po Web 2.0 pač postajajo najbolj en tak komunikacijski kanal, kjer vsi mi uporabniki komuniciramo, blagovna znamka se mora pa v bistvu te komunikaciji samo nekako pridružiti in tudi po enem naravnem postopku smo se v bistvu tudi
z blagovno znamko oziroma z blagovno znamko priključili te komunikacije in se zelo aktivno vključili na družbena omrežja. Ko govoriš o tem naravnem vidiku komuniciranja, opazil sem, da zelo veliko uporabljate tako imenovanega influencer marketinga pri samem komuniciranju. Je to ta naravni vidik, ki ga želite zasledovati? Ja, jaz mislim, da danes ne moreš v bistvu sprobati samo ene stvari, ampak je treba na vseh področjih. Torej, influencerji so ena stvar, ki lahko pač zelo dobro predstavijo izdelek, zelo veliko. Nekateri influencerji tudi v bistvu brezplačno vzamejo naš izdelek in ga predstavljajo, s kakšnimi pač imamo tudi razne dogovore. In ja, influencerji so, z njimi v bistvu zelo uspešno delamo in ja, se mi zdi zelo fajn stvar. Ja, meni se zdi, da vedno bolj z influencerji delate. Ne vem, a se morda motam, ampak na začetku mogoče ne vem, ko ste začeli 2010-2011, če greva toliko nazaj, niste toliko delali kot danes z influencerji, ne? Kje ste njihovo vlogo videli? Ne vem, po rezultatih, ker so bili boljši? Jaz mislim, da predvsem zelo veliko delamo sodelovanj. Ena sodelovanja so z raznimi artisti, ki naredimo v bistvu limited edition kolekcije in je omejena količina določenega dizajna narejena za v bistvu naše zveste kupce in v bistvu to je na en način, v bistvu, ker ni toliko, ki gre zelo v promocijo. A imaš kakšen konkreten primer? Na zadnje, mogoče v Sloveniji bolj poznamo, je bila Šušnjara. To primer smo delali. Bomo dali en link tukaj spodaj. Ja, omejena kolekcija, slovensko fashion designerko in v bistvu to je bilo tudi namenjeno zelo veliko za komuniciranje prek družbenih omrežij in v bistvu celoten marketing je bil pač zelo dobro se je tudi marketing z tega naredil in velik bas smo v bistvu praktično naredili z tega. Tudi stekleničke so bile razprodane v nekaj dneh. Ja, zdaj, ko si to omenil, mislim, da sem zasledil, mislim, da je Stela, tvoja punca, komentirala, da je bil to, ko ste lansirali, najbolj prodajan dan v zgodovini Eque. A veš, da ne vem čisto. Ne veš točno številke. Ja, tako da ampak bilo je ful uspešno. Ja, ziher prek prodaje prek spletne strani je bil na tisti dan, ko smo to lansirali, je bila prodaja zelo velika, zelo uspešna je bilo, tako da ja. Verjetno je bilo res med bolj prodajanimi dni takrat. Daj pa se še bolj specifično dotakniti, kakšna je vaša, če so zdaj mogoče en vidik influencer marketinga pokrila, kakšna je pa vaša strategija, kako bi opisal nastopa na družbenih omrežjih, kot je na primer Facebook, pa Instagram, pa mogoče kje so glavne razlike med njima, kako drugače komunicirate, lahko za primer, kjer ga se odločiš, lahko je to Equa ali pa na primeru Goat Storyja. Tako je, da mi zares ene strategije nimamo, zaradi tega, ker se danes market tako hitro spreminja, da se sploh ne splača delati neke dolgoročne strategije. Se vem, da v večjih podjetjih rabijo strategije, ampak pri nas se bolj iz dneva v dan odločamo, kaj bomo v naslednjem mesecu komunicirali oziroma je plan mogoče pripravljen za 2 meseca vnaprej ali pa mesec vnaprej. Tudi zelo hitro se stvari spreminjajo. Včasih je Facebook zelo dobro deloval, danes Facebook veliko slabše deluje zaradi vseh algoritmov. In v začetni fazi smo mi Facebook zelo dobro izkoriščali. Potem je prišel Instagram in Instagram v začetni fazi bil tudi zelo dober, se ga da izkoristiti, veliko boljši so bili prikazni in še vedno Instagram tudi nam deluje veliko boljš. Kot Facebook zdaj? Ja, ampak to je tudi spet različno, katere stranke imaš, v bistvu, kdo so tvoji kupci. Pri nas je zelo veliko, sploh za blagovno znamko Equa, je zelo veliko naših kupcev oziroma naših strank je ravno na Instagramu. In tudi v bistvu zaradi tega tam posvečamo, mogoče delamo celo malo več promocij, kakje druge. Znotraj vseh teh v bistvu družbenih omrežij, kot je Facebook, Instagram, se pa tudi format oglaševanja, v bistvu format komuniciranja zelo spreminja. Na začetku je bile to zelo samo posti, slike, zdaj vemo, da je čedalje več videota, zdaj ne samo, da je video, prišli še celo story in vse te stvari nekako se mora zelo hitro prilagajati. Jaz mislim, da če pogledamo preteklost, včasih so podjetja producirala veliko manj kontenta. Podjetje je naredilo mogoče eno sliko, en jumbo plakat, mogoče 2 taki kampanji letno. Danes je pa treba sproducirati veliko več kontenta. Praktično vsaka slika mora biti tako, kot
jumbo plakat, popolnoma zelo dobro narejena in veliko več kontenta je treba sproducirati. In to je po moje glavna sprememba. Ne samo slik, treba je zdaj, ker je video to popularen, treba je zelo veliko video da sproducirati. In tudi mi se usmerjamo to, da produciramo, da smo začeli producirati več in več video vsebin, ne samo slik. In celotnega kontenta, zaradi tega, ker se vse dogaja toliko hitrejše, treba več in več producirati. Ne. Tako kot Instagram Story, to je v bistvu produciranje videa, ker v bistvu mora biti video zelo hiter, brez nekih komplikacij, čim več tega kontenta sproducirati. Ne samo čim več, ampak seveda čim več zelo dobrega kontenta sproducirati. Se pravi, če bi rekel, da v preteklosti so bili tudi stroški veliko nižji za nastop preko družbenih omrežij, kot so mogoče danes, ker ko je treba več kontenta producirati, tudi stroški posledično narastejo. Jaz mislim, da ne bi rekel to, jaz mislim, da je tudi treba se naučiti v bistvu dober kontent delati veliko hitrejši in zaradi tega cenejši. Včasih, če pogledamo mogoče 10-15 let nazaj, pa pogledamo, kako je v Sloveniji velika podjetja so samo za en video oglas plačevala nekaj 10, mogoče celo 100, nekateri plus $500,000. Danes v bistvu je treba za isti denar, oziroma pa še manj za nas, ki smo startup, v bistvu praktično zelo minimalnimi sredstvi narediti zelo veliko kontenta. In to je v bistvu samo, kako se ga naučiš narediti toliko veliko kontenta, toliko veliko dobrih slik, video vsebin, sam, vse veš, poglej, kako sva tukaj v studiu, vse je improviziran, vse ni produkcija, ki bi to ne vem koliko stala, ampak treba je se naučiti v bistvu delati več in več kontenta, tako, kot ga vi delate. To sem te postavil vprašanje zaradi tega, da sem te malo izzivil, ker jaz tudi veliko predavam in vedno slišim, pa to nas drago prije, pa so stroški, pa je treba komponirati v budžete. Točno to ne. Danes lahko z zelo majhnim denarjem veliko tega kontenta proizvajaš in ga delaš na način, ki bo pritegnil pozornost potrošnikov na drugi strani. Tako da, ful hvala za ta odgovor, ker tudi Zoranom sva zagovornika le tega. Zdaj bi se pa naprej navezal tudi na Kickstarter in kakšno vlogo ima digitalni marketing pa družbena omrežja pri izvedbi Kickstarter kampanj. Tega se še nisva dotaknila. Anže je s svojim podjetjem že izvedel 2 Kickstarter kampanji. Ena je Goatmag, druga je bila pa Gina. Bomo dali oba primera tukaj, da bodo tudi naši gledalci videli. Daj še malo več o tem povej. Kako se pa Kickstarterja lotevate in kakšna vloga je tukaj? Jaz mislim, da spet je ful težko reči, kakšno je pravilo pri Kickstarterju. Med našo kampanjo prvo in drugo je v bistvu bilo 2 leti razlike in že samo v bistvu v časovnem obdobju se lahko vidi, da je treba drugače komunicirati. Zelo težko je reči, ti dajmo eno kampanjo v bistvu tudi konkurenčno kopirati, ker vedno moraš, spet gre klasično, moraš vedeti, moraš razumeti svojega potrošnika, moraš razumeti, najprej moraš razumeti valjda svoj produkt, svojo blagovno znamko, da iz nje izhajaš, ne? Ja, in v bistvu z tega greš potem iskati potrošnike in... Imaš telefon? Daj sam na potiho. Kje so ostala? Ja, težko, nekako en generalen nasvet se da za vse skupaj, ampak spet je tam, ko so, in potem, ko ugotoviš, kje se gibljajo na kakšen način tvoji potencialni kupci razmišljajo, v bistvu na ta način potem je treba z njimi tudi komunicirati. Torej, v bistvu najprej moraš razumeti, kdo je sam kupec, kakšna je platforma, tudi platforma Kickstarter je malo specifična platforma, ampak je pa zelo hvaležna, če lahko narediš nekak izdelek, ki je drugačen, ki je nekak zanimiv, boš lahko dobil ful velik feedback. Tako se je pa že z našo prvo kampanjo Goatmagom. Mi smo takrat zaradi same ene drugačnosti, zaradi same zgodbe, ki smo jo dali zraven izdelka, ki je bilo neki dosti na drugačen način predstavljen, smo v bistvu zaradi tega dobili tak zelo velik viralen potencial. In ljudje so takrat sami delili po družbenih omrežjih, šerali in v bistvu od tega smo mi dobili. Nekateri so se z izdelka malo hecali, drugim je bil všeč in v bistvu vsi so delili in od tega je prišel en tak zelo velik baz in potem tudi kar nekaj nakupov. Veš, kaj mi je všeč, ko praviš, naše blagovne znamke pa nimajo strategije. In v bistvu, da se
čist odzivate glede na to, kaj vam potrošniki sporočijo. Ker mi sicer v agenciji smo zagovorni, da pač neka osnovna strategija se potrebuje, ampak po drugi strani točno to, kar omenjaš, na družbenih omrežjih je potrebno biti agilen. Se pravi, konstantno poslušaš, kaj ti potrošniki sporočajo in na podlagi tega kampanjo prilagajaš, ne da ti ostajaš v tistem frejmu, ki si ga mogoče na začetku določil, ampak da konstantno se odzivaš, kaj ti trg sporoča. In to je to mi je zelo všeč, čist podjetniško mišljenje, kako prilagajaš svoj produkt ali pa se odzivaš, kar ti trg sporoča. Ja, jaz mogoče bolj drugače strategijo za vsak brand, v bistvu mi zelo dobro vemo, kdo so kupci, blagovne znamke, Equa, ampak v bistvu kako pa vse skupaj komuniciramo, v bistvu to komunikacijsko strategijo pa v bistvu bolj spreminjamo. Drugače bolj v koru razumemo, kdo so naši potrošniki, kdo so naše stranke, v bistvu kam hočemo iti, ker v bistvu tudi mogoče velikrat se zavedamo, kdo so trenutne stranke, ampak hočemo še izdelek in celotno blagovno znamko drugam peljati. Mi smo, Equa je na začetku bila blagovna znamka, ki je bila namenjena praktično s prvimi dizajni, tudi otroški populaciji, zelo barviti dizajni, od otroke, od punčk do fantkov in tako naprej. Zdaj smo se brand je mačkam dozorel in tudi smo se rekli, da delamo samo dizajne, ki so pač nam zares všeč, ki so od populacij, ki mi hočemo, da kupujemo, nočemo biti v bistvu za praktično vse. Nek segment pokriva. Ja, in tudi točno en segment, veliko dobimo od kakšnih strank tudi na svete, dajte pa za mojega vnučka v bistvu tak pa tak dizajn narediti, pa mi rečemo v bistvu ne, naša strategija je v bistvu taka in v bistvu ta trg hočemo pokrivati. No, tako da. Cool. Daj mi na tej točki še povej, kaj se pa lahko velika podjetja, korporacije naučijo od tvojega podjetja, ki je manjše in se veliko bolj, to kar so tudi zdaj debatirala, veliko bolj agilno obnaša z vidika komunikacije in nastopa na družbenih omrežjih ali pa pri digitalnem marketingu. Jaz mislim, da bolj je to, da isti marketinški budžet, ki so ga imeli prej, je treba samo predstaviti ne iz produkcije ene reklame, enega jumbo plakata, ampak iz tega treba narediti 10, 20, 30, 50 video vsebin, 100, 200, 300, 500 fotk in vse v bistvu, ves content je treba hitreje producirati, kot sem že rekel, v bistvu vse tudi in sodelovati, zelo se povezovati, v bistvu vse danes je tako, ali se na eni strani povezuješ z influencerji, ali se povezuješ z drugimi brandi, zelo veliko pomenijo ta povezovanja. In tudi mogoče ni dosti, da se povežeš samo z enim influencerjem, ker ponovadi nekdo nekaj probaš in rečeš, dajmo se z enim povezati in potem rečeš, ni rezultata. To je spet isto, kot če bi samo en jumbo plakat obesil. In tudi se vsi v marketingu vejo, da če samo en jumbo plakat obesiš, da ni dosti, v bistvu moraš narediti celostno akcijo, torej z nekaj influencerji se povezati, ki imajo podobno grupo, povezati se z določenimi brendi, še mogoče kaj pospešiti z oglaševanjem in celotno akcijo narediti. Ne v bistvu samo eno kapljico dati noter, ampak v bistvu vse skupaj mora biti, da ima rezultat, na koncu mora biti celotna akcija, ki mora biti podprta v bistvu z vseh strani. Potrošnik mora nekako videti brand, prepoznati izdelek iz večjih različnih strani. Super. Daj za zaključek bi ti postavil še eno vprašanje in sicer, kakšni so tvoji načrti oziroma načrti podjetja obeh blagovnih znamk v prihodnosti? Ja, narediti v bistvu še več čim bolj norih izdelkov, izdelki, ki imajo dizajnerski presežek, zelo dober user experience, čedalje več tehnologije noter uporabljamo, tako kot v bistvu že z našim zadnjim izdelkom, ki je Gina, ki je v bistvu zelo pameten aparat za delanje, pripravo kave, filter načinov priprave kave, ki se povezuje s telefonom. Torej v bistvu nekako čim več, jaz osebno imam to, da hočem, da inoviramo, da se predstavljajo novi izdelki, inovativni izdelki, ki so narejeni pač za globalen trg. In ja, tudi valjda, novo Kickstarter kampanjo imamo v bistvu že zelo blizu, tako da... Tretja že? Ja, tako da in vsekakor še v tem letu. Se pravi, ful enih zadev, konstantno nek drive, da te blagovne znamke še razvijate naprej. Super, ful hvala, ker si se oglasil, ker si bil najin gost. Ni problem, hvala za povabilo.
vedno pozovemo naše gledalce tudi, da postavijo kakšno vprašanje, verjetno ga boš tudi vesel in boš potem odgovoril na to vprašanje. Zdaj upam, da sva z Anžetom odgovorila na kopico enih vprašanj. Z Zoranom sva želela predstaviti še ta dodaten vidik strani podjetja, ker midva veliko govoriva o družbenih omrežjih in digitalnem marketingu, zato sva želela tudi tebe povabiti, kjer ogromno delate, v bistvu ste bolj ali manj samo na tem področju prisotni. Tako da hvala ti za tole. Naslednjič, v naslednji oddaji bomo pa govorili o LinkedIn profilu in sicer kako optimizirati LinkedIn za osebno uporabo. Spremljajte nas še naprej in hvala še enkrat, Anže, in se vidimo.